Pozdravljeni v četrtem delu slovenskega tutoriala moda Terra Firma Craft za Minecraft. V prejšnjem delu smo si pogledali, kako se dela ruda, kako se tali, kako se naredi prvo orodje. Danes bomo pa govorili o rudarjenju. Zdaj, rudarjenje je kar širok pojem v Terra Firma Craftu. In kot sem že omenil, so razne nevarnosti, kot je usipanje kamenja, te lahko zasuje in tako naprej, padci v globino, tako pa v resničnem svetu se lahko naredi tudi pri rudarjenju. Zdaj, jaz sem naredil si nekaj lesa sem posekal in nekaj palc nabral, kar bomo rabili zdaj za iskanje rude. Označili smo si že nekaj nahajališč bakra, bomo kar si naredili ta prvega. Zdaj, iskanje bakra oziroma katerekoli rude, kjer smo našli nahajališče na površju, je brez tega cepinčka za iskanje dokaj težko. Zdaj, tule smo si označili, da je tu nekje noter spodaj mora biti baker. Še tule ga nekaj leži. To pomeni, da v tem radiusu nekje mora se nahajati baker. Zdaj, tule gor smo našli nekaj, spodaj je bilo nekaj, tako da tale krog bomo probali mi tule nekako skopati, preveriti. Še prej si bomo pa naredili potrebščine za rudarjenje. Prvo si bomo naredili iz palc lestve. Se naredijo takole. Šest na vsako stran in na sredino nekaj, dobimo iz 6, 7 palc dobimo 3 lestve. To bomo kar vse si pobrali. Takole. In pa rabili bomo tudi podpornike. Kot sem že omenil, rabimo si rove podpreti zaradi usipanja. Podpornike se pa naredijo z žago. V en slot si damo žago in pa tele polena. 2 polena ali in pa žago v zgornji kot. Iz vsakega, iz 2 polen dobimo 8 podpornikov. Mi bomo kar si jih nekaj nabrali. Tole mislim, da bo zadost. In zdaj smo pripravljeni za kopanje. Imamo lopato, kramp, podpornike in pa lestve. Zdaj, en trik, kako preveriti, a je ruda tu spodaj, kjer smo mi označili, je, da si prvo skopljemo rov, oziroma na obični šaht, kako se temu reče. Aha, evo, tule je že baker. Super. Ven bomo prišli z lestvijo. Takole. No, to je bila kar sreča, da smo našli baker. Sem kar presenečen. V redu. Zdaj, kot vidimo, tule noter se nahaja baker. Me pa zanima, če se še kje nahaja. No, gremo nazaj ven. Zdaj, ko smo to naredili, tale smo uporabili te lestve in zdaj, če hočemo mi dobiti te lestve nazaj, bomo noter nametali zemljo. Te lestve so se podrle in dobimo lestve nazaj. Zdaj pa bomo šli, tamle je bil prejle baker, pa okrog, tako da mislim, da tule nekje je sredina. In bomo probali še tule noter
nekaj pokopati. Tule nekje mislim, da bo kar v redu. To zgleda, da bo nič. Ja, ali pa tudi. Zdaj bomo šli malo niže dol, zaradi tega peska, ker če bomo spodkopali si ta pesek, se bo vse skupaj usulo na nas. Prvo pogledamo, kakva je ta ruda. Ta ruda je navadna. So tri različne gostote, bi temu rekel, rude. Zdaj, če tule pritisnemo Shift, vidimo, da ima 25 enot. Obstajajo tri vrste, sem rekel. Ena je siromašna, pur, ta ima 15 enot. Navadna, tako je ta, ima 25 enot. In bogata, rich, ima pa 35 enot. Mi smo naleteli zdaj na srednjo, to je 25 enot. To pomeni 4T za eno orodje. 4x25 je 100. Tako da zdaj bomo mi tole še šli malo nižje. Zdaj vidimo tule gor, bomo pa postavili si lestve, da bomo prišli nazaj, ven. Takole. Zdaj jamo imamo. Zdaj bomo pa začeli s kopanjem. Tehnika kopanja je taka, da je dejansko ni. Kaj bi rekel, rudarjenje je zelo neprevidljivo. Obstajajo neki algoritmi, bi temu rekel, po katerem ta mod računa, kdaj se zemlja usuje. Tako da najboljše je postavljati si tele podpornike tam, kjer mislimo, da bo najboljš nekako zvezno. Lahko si tudi na Wiki pogledate dosti tega opisa, kako kopati rudo, kako postavljati podpornike, kako se izognati usipanju. Jaz uporabljam pač sistem z A podporniki, to so takšni, da damo 3 eno stran, 3 drugo stran in povežemo med seboj. To pomeni, da se sedaj nosi tale, nas varuje pred usipom. Zdaj koliko naprej lahko zdaj kopljemo, jaz uporabljam nekje 4, pravilo 4, to je 1, 2, 3 in pa četrtega. Zmeri stojim bolj nazaj, ker nikoli se ne ve, a se bo to vse skupaj usulo. Takole postavim podpornik, še na drugi strani. Takole postavim podpornik, sredinski in jih med seboj povežem. Takole. Zdaj imamo nekak ta jašek postavljen. Pokopljamo se pač tole rudo, kakor je okrog. Zdaj, kje postaviti podpornik oziroma kje se lahko zdaj koplje, kje se ne sme. To je čisto odvisno od nahajališča rude, od žile, kje pač ta žila je. Recimo, če bi bil tule gor baker oziroma tule, pa ga spodkopljamo, nam ta podpornik ne pomaga kaj dosti. Zato ne biti preveč požrešen, bi temu rekel, skopati vso rudo, kjer leži okrog, oziroma biti nekako korežen, da bi vse
okrog skopal, ker slej ko prej se bo nekje usulo. Jaz tudi kopljem nekako, včasih tudi zelo na hiter si skopam nekaj, spregledam kaj in se mi vse skupaj podre. Je pa tudi res, da tile podporniki držijo nad seboj te kamne, kocke, ne. Ampak če se usuje, se lahko tudi zlomijo podporniki. Lahko pride do te kaskadne reakcije in se vsi podporniki začnejo podirati. To definitivno ni fajn. Kot sem omenil, podporniki so ključnega pomena pri rudarjenju. Zdaj, tule smo že naredili kar veliko luknjo. Bi bilo zdaj lepo, da še kak podpornik kam damo, ne. Preden se nam kaj usuje dol. Bomo naredili takole. Tule bomo dali podpornik. Tole še skopljemo. Rekel bi, da ne kaj preveč šparati s podporniki, boljš kak podpornik več, kot pa da se vse skupaj podre na vašo glavo. Pri usipanju je problem v tem, da te lahko zasuje čist, lahko umreš, če te pokoplje kamenje pod seboj. Lahko se tudi zgodi, da se usuje zemlja dol in te samo noge dol, si pač podreš tisto kocko, kjer te je zasula, pa kopaš naprej. Najbolj varno je stati pod podporniki. Ni pa 100% varno, zaradi tega, kot sem že prej omenil, se lahko podre tudi podpornik. Lahko zaradi teže se vse skupaj zruši, recimo, če tule nad podporniku ne bi bilo kamna in bi se vse skupaj dol podrlo, bi podpornik zlomilo. In bi tale podpornik zlomilo, bi se usulo, pa bi se še tole dol usulo, bi še stale podpornik se zlomil in tako naprej. Tako da pri tem je treba kar fajn paziti, kaj počnemo, kaj delamo, ne. Kot sem rekel, najboljše je stati pod podporniki, paziti, kaj delati, premišljeno kopati, rude, skoraj sem tega zdajle podrl, ko podpornik stoji gor, to ne bi bilo fajn. Kot sem rekel, treba je premišljeno kopati, premišljeno izvajati cel ta proces, ne biti požrešen, ne skopati vse rude, kar je okrog leži. Tudi če je treba postaviti podpornik na baker, pustimo ta baker noter, ni vreden toliko, da bi mogli zdaj umreti za to. Tako da, ja, to je zdaj osnovni način kopanja. Zdaj tule sem naredil že tale podpornik, lahko gremo zdaj tudi v to smer kopati. Pri lestvi, ko smo pri lestvi, je najboljše narediti ta podporje v obliki stola, mize, kot vam zdajle pokazal. Ta je najtrše podporje, vidite, je kot stol ali miza. Tule bi jih še mogli skupaj povezati, ampak ne moremo, ker je lestev, da bomo prišli ven. Zdaj, najbolj idealno bi bilo skozi kopati in skozi delati taka podporja, kot je ta stol, ne. Samo to pa kar gre po podpornikih. Tako da, naredite si veliko podpornikov, velikih, imejte na zalogi, lestve imejte na zalogi. Če se slučajno vam usuje kje, se lahko lestve podrejo, se tale jašek spremeni,
bo treba nekako tudi ven priditi. Krampi, ne znucati krampa v rudniku, da boste brez krampa, če se vam pol kaj zgodi, ne boste mogli ven priditi, ker takle kamne razbiti bo trajalo 1 leto. Ne. To so osnovni napotki rudarjenja. Tole rudarjenje na slepo, kakor jaz temu pravim, brez cepinčka za iskanje rude. V kasnejšem tutorialu, ali pa tudi možno, da še v temle, bom opisal oziroma pokazal, kako se dela z cepinčkom, kako iskati rudo. Skratka, pazite na podporja, pazite na svoj izhod, ki ven priditi, ne kopajte vse povprek, da se vam ne poruši. Delajte pravilna podporja, ne delati en steber tu, en steber tu, en steber tu, to ne bo kaj dosti pomagalo. Delajte vezana podporja, da držijo vsaj 3 kocke nad seboj. Ne imeti praznega nad podporjem, ker to lahko vsem pride do zasutja in loma podpornikov. Lahko tule, zdaj, kot vidite, je tule kar tema noter, lahko si še kar nekaj bakel prinesete dol, bakle postavite noter, da boste malo bolj videli. Lopate imejte na zalogi, nekaj zemlje, potem, ko boste tale rudnik izkopali ven, da boste dobili lestve nazaj, da jih ne pustite kar noter, ker palce je kar dokaj težko dobiti, oziroma dolgočasno je dobiti dolgotrajno. Tako da to so neke približne osnove rudarjenja. Pazite jaške, če boste lestve si podrli pa pustili jašek odprt, lahko tudi padete noter, to tudi pazite. To je od rudarjenja na slepo vse. Zdaj, voda pri rudarjenju ne igra neke vloge, ker v rudniku pač ne letate sem ter tja na brzino. Ste zaradi pomanjkanja vode samo počasni. Imejte hrano s seboj, zaradi tega, ker če vam zmanjka hrane, boste zelo počasi kopali rudo. Ne boste kaj dosti naredili. Je varno v rudniku biti ponoči, tako da, če greste kopat, se odpravite nekje zjutraj, si naredite jašek, potem pa lahko celo noč kopate noter v rudniku. Odzunaj se premikajte podnevi, vsaj dokler si ne naredite kakega bolj močnega orožja. Tako da zadržujte se nekje okrog hiške dolgo časa, da se v tem območju, kjer imate hišo, ne pojavljajo sovražniki. Nakopali smo kar nekaj rude. Zdajle bom dal narediti koso, vam bom še pokazal. Kosa je izredno pomembna pri, da vidim, koliko imam, 1, 2, 3, 4 modele, pa kosa je 5 modelov. 5, to bo za 6. Še 2 lahko naredim, še nekaj bomo iz gline naredili. To pomeni 1, 2, 3, 4, pa tale piskarček je 5. 3 še naredimo modelčka, lahko 1 bo kosa. Kosa se naredi model kose je takole.
imeti zdaj pred seboj iz Wikije recept, ker vsega si tudi nisem na pamet zapomnil. Evo, klej Scheitmold, to je modelček kose. Pol naredili bomo si še ta dleto, chisel. Pa še enega si bomo naredili, to si bomo pa naredili meč. Meč se pa naredi takole. Takle, tak pa to se, ja, to je pa meč. V redu, ok. Zdaj imamo tule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelov. To pomeni, da rabimo 700 enot 700 enot bakra. To pomeni zdaj, če imamo tale baker po 25 enot. Po 25 enot pomeni, da jih rabimo 4x7, 28. Drži? Drži. 28 teh rabimo stopiti. Gremo na vesel. 16, 26, 28. 28 krat po 25 je 700. A je? Ja, 4 rabimo za 100. 4 krat 7, 8, ja, štima. 28. Takole. Sem si, ne, tele modelčke zaenkrat še ne bomo rabili. To in to. Gremo k naši luknji. Damo noter piskrček, pa še tele 3 modelčke. Potem imamo pa vse. Ok. Rabimo slamo in pa polena. Smo rekli 8 slame, 8 polen, pa tam imamo faracek. Evo, že gori, že topimo. To bo zdaj govorilo 8 ur, 8 pa 7 je 15, 16, ob 4 popoldne se bo to vse skupaj zakurilo. Oziroma stopilo, bomo le pol delali. Hrano smo rekli zmeri na zalogi, te tole zele še kar mlatimo. Če nam zmanjka hrane, imamo jo tule počasi zrasla, če ne jo gremo malo iskat okrog. Hrane je po vsem svetu zadost. Tako da ni neke, tule ko sem nabiral palce, sem dobil tudi sadike, sem tudi posadil drevesa, tako da bomo imeli lesa zadost, sicer pa v tej mapi je kar velik tale gozdiček okrog, da lesa nam zmanjkalo ne bo. Rabi se kar nekaj lesa, tako da je tale mapa kar primerna za začetnike, tako da vam priporočam, da jo igrate. Potem teh rut je zadost okrog nas. Če že kar gledamo, tule imamo 1, 2, 3, 4, 5 bakra. 5 nahajališč bakra imamo samo tu okrog nas, ne. Nedaleč hoje. Za druge, ker tele kamnine, če si pogledate tabelo, te kamnine ne vsebujejo vse rude pomembne za zlitine, tako da bo treba kar nekaj okrog hoditi,
vam priporočam v takili situaciji, ko je zdaj, ko čakamo, da tole dogori, je fajn iti malo okrog pogledati, če ne druga hrano poiskati, potem kakšna ruda, kje, ko je še nismo najdli, tako da je smiselno malo preveriti. Zdaj nahajamo se pač v zgornja plast, je ta bazalt, ne? V tem je kar nekaj rude se ustvari, predvsem za začetek. Lahko je pa fajn, da gremo okrog malo pogledati, kje se začne druga plast. Fižol, yummy. Nekaj preveč navdušen. Kjer se nahaja, se začne druga kamnina, tako da tam lahko tudi najdemo kaj drugega, kot pa rudo, kjer se ustvari tu v tem, v bazaltu. Rud je, mislim, da okrog nekje 20 do 25 različnih rud oziroma kamnin. Tako da vsaka kamnina pomeni neke svoje te rudnine, rude, kjer se ustvarijo noter. Tako da zdaj ne bomo najdli vse tule okrog naše hiše. Zdaj, poleg rude obstajajo pa tudi minerali, ne? Kot so, rečemo, kaolinit, grafit, kar bomo že kar kmalu rabili, da bomo lahko si naredili, da nam ne bo treba kar naprej kuriti v peči, mislim, v tej luknji. Se naredi taka velika posoda, kjer se lahko noter tali ruda. Pri teti bomo tudi rabili premog. Premog se tudi najde okrog kot ruda. Bambi. Živijo. So strahopetni. Se tudi premog najde kot ruda. Zdaj, pravi premog se najde kot kamnina, lignit se najde pa kot mineral, ne? Zdaj ne vem, zakaj je to tako, pač zgleda, da tako mora biti. No, kaj sem si naredil? Aha, ok. V redu. Tole dajmo pojesti, da si naredimo en prostor, sicer imamo tako doma skrinjo. Ok. Kje smo ostali? Korenček. Kje smo ostali? Ja, minerali se kar rabijo, recimo fluks se bo rabil kot, ko bomo med seboj varili te ingote. Potem, kjeri so še pametni, tudi gnojilo se da dobiti iz mineralov. Drugače pa najbolj pomembna sta kaolinit pa grafit. Boraks tudi za fluks, čeprav fluks lahko dobimo tudi iz določenih kamnin. Potem sol se tudi da dobiti, lahko si podaljšamo življenjsko dobo mesa. Skratka, vse je pa nekaj tetih rudnin, ki nimajo nobene vloge, ne igrajo vloge v Terraforma Craftu. Ne vem, zakaj so noter, mogoče avtor pripravil si za mogoče kako kasnejšo verzijo ali kaj, ne vem. Na Wikipediji je vse upisano, kaj se da narediti iz česa, zakaj je kjera ruda pomembna, zakaj je kjera rudnina pomembna.
Tako da tam si preberite, če se boste odločili igrati ta mod, si preberite. Vam je kar zelo dobro to opisano. Tako da, ja, mislim, da zdaj bo že počasi, smo rekli ob 5, nekje ne bi to dogorelo. Tamle imamo. A je že? Ja, je že. Ok, zdaj bomo hitro tole pobrali, da ne bo nam se vse strdilo, sicer nimamo zdaj kam dati, gremo mi tole malo odložiti noter v skrinjo. Tole vse dajmo noter, tole zaenkrat ne bomo rabili. Podpornike, deske, tole. Aha, tole še. Tole, ko smo kopali v rudniku, smo enkrat naleteli na te diamantke, oziroma na drage kamne, to je Jasper. Zakaj se sicer ti rabijo v Terraforma Craftu, ne vem. Še nisem pogruntal. Tako da lahko jih zbirate, lahko, ne vem kaj, lahko da bo kasneje kaj naredili, da se bo lahko s temi delalo. Ok. Zdaj imamo tale piskrček. Noter je 700 enot, tako kot smo rekli. Bomo vse te ulili. Kramp. Zdaj, kasneje v igri ne bo treba vse delati s temole piskrčku. Kot sem že prej omenil, se naredi ena velika posoda, v kateri se tali ruda. Naredijo se modelčki za ingote in se tudi da delati ingote. Ingote se dajo zlagati kar direktno tla. Tako pa ta bala sena oziroma les, polena, lahko se zložijo v kupe. Potem je tudi lažje delati z njimi, ko se bojo zlivale rudnine. Ko se bojo zlivale te zlitine. To bom tudi posvetil kar en tutorial glede zlivanja zlitin, zakaj se rabijo, kako se naredijo in tako naprej. Zdaj pa edino v tem tutorialu bi vam rad še pokazal, kako se naredi kosa, oziroma zakaj se rabi kosa. Kosa, bomo tole naredili, evo kosa. Zdaj prej smo rekli, da se kosa, oziroma da se vejice nabirajo, da razbijemo krošnjo, ne. Z nožem se nabira slama, zdaj če tole naredimo, lahko tudi z koso naredimo. Pri tej varianti nabiranja zgleda, da kosa se ne rabi, nežnica, pri nabiranju vej pa. In tudi lažje se tole naredi, vidite, kako hitro lahko tole posekamo te veje. Na ta način se zelo hitro dobijo palce. Zdaj, ta drevesa, ko smo jih naredili take, ko smo jim krošnje pobrali dol, ne bojo več zrasle, te je najboljš pol posekati, smo pa dobili nič tatih sadik. Dobijo se pol tudi sadike iz teh krošenj, tako da se pol lahko drevesa tudi na novo posadijo. V redu, to smo zdaj opisali, koso, zakaj se rabi. Palc smo kar nabrali, imamo zdaj že 59, sicer ne vem, ko smo jih prej imeli, ampak v redu. To je bilo za današnji tutorial vse, kar se tiče rudarjenja na slepo.
brez cepinčka, in pa upisali smo tudi še pol, zakaj se rabi kosa, mimogrede, tako da to je to. Vidimo se v naslednjem tutorialu, z vami sem bil Andrej, čau čau.